Dober dan in pa dobrodošla v nov vlog. Trenutno sem na kavču, ampak ne v moji bajti. Tole bo update številka 3 moje garaže. Ni še vse zrihtan, še vedno ni vse zrihtan, zato ker treba še vse razporediti, popredalčkati, orodje hočem vsakega prijet, pobrisati in tako naprej. Tako da je še vedno nekakšen proces, ampak se pa že vidijo neki osnutki, kako bo vse skupaj na koncu gledalo. Še preden pa gremo naprej, hočem pa sem tole pokazati. Ful lepo je videti 3 motorje v garaži. Tale sicer ni moj, je od Vidmarja, ki v bistvu prodaja kovete. Gre za kitajsko znamko in zdaj le še ono more in je rekel, daj Mark, mega ti parkiran ga v garaži, malo se zafuri, pa boš povedal, kako se ti zdi. Šel sem eno mini furo, ne bom še preveč povedal o njemu, mogoče naredimo ločen posnetek, ali pa bo padel TikTok reel neki na to furo, definitivno ga boste pa še videli. Tega že vsi poznate, tega pa tudi. Je pa tukaj pred mano še ena zanimiva stvar. V bistvu je pred mano prizor, ki si nisem mislil, da bo sploh kdaj v tej garaži. Carrera 911, letnik 24. Zafural sem se z njim do rakitne, mogoče bom tudi to vključil polej v nadaljevanju vloga. To sem toliko rekel, da vas malo podražam, da vam pokažem še zadek, pa da vam ga pokažem še spredaj. Človek bi se kar navadil imeti takele igračke v garaži. Zdaj pa pejmo na to, kva vse se je še dogajalo z garažo od drugega dela naprej. Se pravi, nazadnje sem vam pokazal, kako garaža še ni bila cela pobarvana, pobeljena. Tudi tega sivega pasu v bistvu takrat še ni bilo, v bistvu lažen bil je, ampak je bil zelo poškodovan in tako naprej. Marsikaj sem mogel pokitati, pobrusati, da smo pol nanesli nov sloj sive barve. Pri tem smo se še precej pomatrali. Zdaj, zakaj? Mislim, jaz sem tukaj dal, se pravi, na malarski trak sem povlekel, nisem pa vedel, oziroma sem vedel ta lifehack, pa ga nisem uporabil, ker sem ga pozabil. Kad daš ti malarski trak tukaj, ne smeš iti pol kar iz sivo tle čez barvati, ker pol, kad daš trak dol, se ti poznajo taki 3 glavčki, bom rekel, hribčki pa doline. Ga imaš ti trak, greš najprej iz belo barvo, počakaš, da se ta bela barva posuši na traku, šele pole greš po traku iz sivo in ko povlečeš, pole rata res taka ravna linija. No in to mojo napako sva v bistvu iz Zalo plačala, Zala mi je tukaj ful pomagala, shout out za Zalo. S to napako sva iz Zalo v bistvu plačala, da sva delala še en dopoldan ali pa popoldan ali pa celo cel dan. V glavnem še ful dela je bilo zato, ker Zala je šla potem te linije popravljati ročno s čopičem, centimeter za centimetrom. Ja, marsikdo bo rekel, vidva sta neumna, nora, ampak toliko je bilo že enega dela vloženega, da res nisem hotel še enkrat nanesti trak tukaj in sem pač Zalo prosil na kolenih, ona ima mirno rokco, mirne živce, jaz sem pa počel nekaj drugega takrat. Tako da to mi je pol zrihtala, da je linija približno ok, da se ne vidijo te, mislim, rekel sem približno, da je ok, da je super, da se ne vidijo te hribčki. Tako da pol se je beljenje zaključilo, pol je bilo to. Ko je bilo vsega tega konc, ko smo dali tudi ta polivinil stran ven iz garaže, je bila moja prva želja, da prestavim ta ponk, to delovno mizo, tjale v kot, kjer je zdaj. Mislim, da imam to posnetek, kak sem ga z viličarjem predstavil. Pač to gre za res težko zadevo. Ne morata to dva parjeti na vsakem koncu. Enostavno sem viličarja zagrabil, dvignil in lepo previdno postavil tjale v kot. Se pravi, ta delovna miza je bila prej včasih takole. Jaz sem si pa zdaj v bistvu dal tjale, zato da imam, ne vem, svetlobo proti sebi, plus to steno sem uporabil za to, da sem dobil vodo iz kopalnice, ki je na uni strani, tudi na to stran, da imam tudi v garaži vodo. To sem si pa zaželel, predvsem to, da bomo kakšne take lepote lahko tukaj noter tudi oprali, tako po zim kot polet, v senci bo, ne bo na soncu in bo bolj varno čiščenje avta in tako naprej, plus pozimite novo zeblo, noter bomo, ne. Imam pa to vse že omogočeno, zato ker teli otoki so bili že narejeni, ker smo pa že pri otokih in temu jašku. A vidiš, jaz sem ga že pobrusil in pofarbil oziroma pošprical, ampak ker smo imeli spodaj polivinil, je v bistvu že napadla, tako da bom mogel vse še enkrat, tega roba pa še nisem, tako da tole se bom še lotil, lepo bom
malarski trak da okol, posprejo in bo videti lepo črno v nulo. Zdaj ta pipca ne bo tako ostala, tukaj si bom po moje naredil en tak custom lijak, če ima kdo kakšno idejo, se priporočam. Tukaj levo ali pa desno najbrž pride še kakšna polička, kamor bom dal, se pravi vsa ta čistila, ki jih imam. Zdravo nekje bo Kircher, moj nov sesalc, tole bomo nekam pospravili, to ne vem zakaj tle. Tukaj le imam še kompresor, poglej, kaj tle piše, majster, vol 400, ni to kar tako. Meni ga je fotar, sicer mi tukaj ful prostora vzame, ampak glej, zaenkrat ne bo tukaj, bomo videli, kva bo pol. Tale del ne bo tako izgledal, to bo še vse drugače. Polej, motorčki bodo tukaj razporejeni. Zaenkrat so 3 in je že nekaj kar polno, se mi zdi. Hočem vsem, da se človek tukaj normalno giblje, ne da se drenamo, a veš, da je nek razmak, tudi tlele teli regalčki, da si normalno vzameš stvari. Tako da ne vem, če sploh za 4. prostor, ampak ja, tele 2 tepiha sem za moja 2 naročil s Temuja, ampak I don't like them. To pa v bistvu zato, ker lej, teža mojega motorja, v bistvu vse to mečka, ni to tak mototepih, kakor sem si želel. Mislil sem, da bo prišel ful tak, da se opri metala, veš kakšni so. Nočem pa zdaj tle duct tape, limat ali pa karkoli. Po moje si bom dal ene 2-3 custom narediti, da bo lepo še pisal čofa. Lahko pa naredim kakšnega viška, da ga boste tudi vi doma imeli. Kar se tiče ponka, ne preveč gledati, nič ni še razporejen, kot vidiš, tukaj definitivno ne bo to. Ostali so v bistvu itak prazni, moram še vse fizično pareti v roke položiti, tudi tole vse na hiter, na metan, tudi lepo dekoracijo bomo imeli, ampak ja, to pride čist na koncu. Prvo moramo vse lepo sortirati. Ok, pol imamo tukaj tale sredinski del, ki mi je Zala v bistvu predlagala, naj postavim neke regale, da bom imel še več prostora za odlagati, da ne bo tukaj sem prazen prostor, ampak v bistvu, če teh regalov ne bi bilo, bi bil plus še za en motor, ampak ok, to je tema za drugič, ne? Tukaj imam še enega zapakiranega, ki ga moram še zmontirati. Mislim, da je bil 35 € v Lidlu, vzel sem 1, 2, ta je tretji, ampak nočem ga imeti v takile Rosefly barvi in ga bomo posprejeli v takole mačrno, da bo res pasal v ta prostor in se zli tudi s ponkom in vsemu skupaj. Tako da čaka me kar neki sprejanja, evo. Tudi tele čelade, ki si jih videl, ne bojo tukaj. Nekam na steno bojo šle zato, ker imam tele obešalnike, pa kako bi sploh se izrazil, kaj je to, ker se jih da takole v steno in pol čelade lepo visijo dol, izpade lepo, izpade seksi, plus lahko je neka taka dekoracija, pa imaš v bistvu uporaben prostor, kamor lahko pospraviš čelado. S tem prostorom mislim nekaj drugega narediti. Tukaj bo neka odprta garderoba, tole poličko bom dal stran in bomo tlele neki custom izdelali, se pravi, neki bomo čez napeljali, da bom lahko pole v bistvu postavil takole motoristično opremo, pa motokrosistično opremo, pa Zala bo kakšno opremo dala gor. Spodaj bojo prišli škorni in pa še kakšne rakavičke vmes in tako naprej. Kaj bo tukaj v sredini, še ne vem. Tamle, kjer vidiš Zalo, to je nek plac za druženje. Mislim, da imam trenutno 10 zicov, ko da neka fuzbol ekipa že lahko pride na pivo. Imamo midva še fotelj gor, še ti lahko prinesem. Tle imamo lahko celo žurko. Se pravi, kavče imamo, mišca je ready. Tole je v bistvu guma od kamiona, hotel sem jo obdržati za spomin na fotra, na avtoprevozništvo, ki smo ga imeli doma. Dobro sem jo spucal, namazal sem jo z nečim, z nekim čistilom, da je res taka lepa, črna. Naročil sem tudi že steklo, ki bo prišlo takole 5 centi ven. Noter bom po moje dal neko dilco, nekako da bom zakril poden in pol bom lahko noter dekoriral, kakor bom hotel. Ne vem, da bomo dali kakšne avtočke ali pa kakorkoli. No. Hotel sem, da je neka taka mizica, ki ima neko dušo, spomin na vse, kar se je tukaj dogajalo prej in kar se bo naprej dogajalo. Čofa je. Tukaj vidite še nekaj prostora. Kaj mislite, da bo tukaj prišlo? A vam namignem? Hladilnik bo tukaj. En hladilnik moram kupiti. Ne bomo pretiravali, ne bo zdaj ne vem koliko velik, ampak toliko, da bo en majhen del zmrzovalni, pa da bo vsaj kakšen plato šel noter. Tole so moje te stare gume iz čofa kroske. Odločil sem se, da jih obdržim. Videl sem že kakšno idejo, kako se lahko naredi kakšno poličko z tega, tako da morda pride kakšna dekoracija tukaj. Če ne tukaj, pa v pisarni. Zadaj so zimske gume od Zale, na oni strani so moje zimske gume. Ne vem še, kako bom to razporedil, ali bo takole levo, desno, ostalo, ampak ja, zaenkrat sem tako postavil.
tukaj, kar vidiš, je od Zale Fitness, ki ga je prinesla, ki ga je imela doma. Vse se ji pozna, vidite. Tako da tukaj bova Zalo kao neki trenirala, ne, kao, pač bova ratala pridna, ne. Tukaj bova Zalo trenirala. Poglejte si prej, potem, se pravi, zdaj je tako, čez en vlog bo pa že tako mišica, boste vi videli. Tukaj sva dala eno tako lušno podlogo. Tukaj sem parkiral svojo traktorsko kosilnico, pa še to drugo kosilnico. Tle bom imel po v bistvu prostor za avto. Nekako sem upal, da bosta šla dva avta. Sej, če bi stlačil, bi najbrž šlo, ampak jaz hočem biti na komod, tako da po moje bo tle noter v garaži en avto. Tvoj Hyundai i30N bo zunaj, bomo nadstrešek naredili. Deal? Deal. Ok, tukaj še vidite stvari, ki jih moramo očistiti, parjeti in zložiti, tako da ne vem, kaj ne vam tle rečem. Zunaj smo imeli v bistvu na vlako, tlele po celi liniji smo naročili kosovni odvoz, da so to lepo odpeljali. Tako da, če imate doma na vlako, je to mogoče opomnik tudi za vas, da si naročite kosovni odvoz, ker mislim, da vam pripada en kosovni odvoz na leto zastonj. Vsaj v naši občini je to tako. Tako da jaz sem poklical, so prišli. Vse, kar je bilo treba narediti, je bilo to, da si pač pripravil stvar, da niso pol tle brskali kva je pa kva ni, ampak da si imel kupček in si rekel, tole odpeljte in to je to. To pa mislim, da je to od tega updata garaže. Zdaj ste v bistvu videli največjo razliko po moje, ker so že stvari majčkeno razporejene. It's a process, it's a start, but it's a good start. Na tej točki pa mislim, da ti lahko zavrtim klipe, kako sva se podružila midva s temole Porschejem. Pred, ko sem ga prevzel, sem v bistvu ga hotel sprobati, tako da sva se šla podružiti na Rakitno. Tlele se pa lažje z motorjem srečati, kaj pa z avtom. Ampak vseeno, to me ne bo odvrnilo, da grem po tej cesti, kjer vem, kam vodi. Sem pa prepričan, da nisem edini, vsi vemo, kje je Rakitna, tako da danes sem tja napoten s tem Porschejem Carrera 911. Base model oziroma osnovna različica vstop v Carrero svet, kar pa še ne pomeni, da ti ne more pričarati nasmeha na obraz, z lahkoto, friend. Matonca. Zdaj sem začel tale njegov zadnji pogon, na katerega mora biti kar malo pozoren. Tudi mašina tukaj je zadaj, ampak presenetljivo dobro ima zbalansirano težo. Glej to, kako dobro prede. Tudi bremze primejo, tako kakor morajo. Hvala Bogu in ja, pri tem avtu se to tudi pričakuje. Noro, stari moj. Nesramno. Nesramno. Nehaj, stari. Nehaj. Cukni ga, prijatelj, cukni ga. Ja, da bi jaz to imel v svoji garaži. Pa takole šlo vsak dan na sprehod malo, viš? Brez skrbi, ne bi te zanemarjal. Ti sam reč, da boš moj. Lušen avto je brez heca, res. Ko se pa odloči, pa zaubije. Ma kaj zaubije? Zadere se, ko vse tvoje bivše skupaj. Smo že v vasi, praktično že pred jezerom in hotelom. Jaz razmišljam, da bi kar še enkrat obrnil, pa šel še enkrat gor, ker tole je bilo kar zabavno, no, moram reči. Ja, nič. Hvala za zabavo, Porsche. Za konec mogoče, če ful na hitro še pokažem avto, ne bomo šli zdaj v podrobnosti. Tale Carrera tamle za nami skriva 3-litrski Twin Turbo Boxer motor, ki proizvede 394 konjskih moči, ima 450 Nm navora, od nič do 100 pospeši v 4,1 sekunde. Gremo, Severina, ne, to je Jelena Rozga, bomo hitro ugasnili tole. Naslednja stvar je 8-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Marsikdo bi si mogoče želel tukaj imeti ročnega, meni je tole čisto super. Takole, da vam še pokažem to lepo kuliso iz voznikove perspektive. Zelo mi je všeč pri tem kokpitu, veš kaj, lej tole, fizični gumbi. Odpiraš, zapiraš loputo, asistenčne sisteme, lahko izklopiš, nastavljaš vzmetenje. Tudi konc konca, poglej, za klimo, vse na tipko, kvačeš lepšega. Tako da všeč mi je to, da so pri Porscheju še zmer dodali te fizične gumbe, ki v marsikateremu kokpitu jih primanjkuje in so samo tej zasloni na dotik. Volan izjemno privlačen, mogoče na neke momente celo preprost, ampak glih zato mi je tudi všeč. Tudi tale zaslon digitalen je na novo pri tem avtu. Pa veš, kaj bi bilo pa zanimivo videti? Koliko dotikov rabim, da izključim vso to piskanje in te assist line in tako naprej. Začetni meni, prvi dotik, drugi dotik, tretji dotik
in tukaj pol dam tole glasnost na off, pa ne vem, assist line. Se pravi, koliko smo jih našteli? 4 ali 5? Tipko za vklop motorja imaš tukaj na levi strani. Marsikomu ta tipka pri tem avtu ni všeč in bi hoteli imeti tisto klasično Porschejevo, ki v bistvu zavrtiš. Tukaj zadaj seveda ni veliko prostora, ampak vseeno so nameščeni izofiksi. Zdaj, kako se boš ti s tem ukvarjal, ne vem, jaz se ne bi pri takem avtu, ampak ja, sedeži valjda hlajeni in ogrevani. Daj, da ne bomo predolgi, skočimo kar še ven na hiter. Tole vam hočem pokazati, tole pa tole. Pa začnimo mogoče kar zadaj. To je vse, kar vidiš od Porschejeve mašine. Predaj je pa to takole. 135 litrov, precej fancy šmensi. Pa ne dolg, da ne nov pizda. Zdaj pa, ja, pritisnem. Pritisnem na logo. Se je! Ne, do konca. Kaj tiho, ja, kje imaš pa ključe? Prosep. Ja no, kaj pa če se ne bo dal avto odpreti? Ne, Zala odpri, prosim. Zala odpri. Fuck, ne mi tega govoriti. Prednje gume 245, 35, 20 colska platišča. Zadaj so pa majčkeno večje, 305, 30, 21. Evo jih in zelo lepa ritka. Zadek mi je drugače ful všeč, ampak pri Porschejih mi ni všeč, ker jim tale spoilerček tako ven zaštrli. Ne vem, lepš bi mi bilo, če bi bil en fiksen ali pa da ga sploh ni. Ne vem zakaj, seveda stvar osebne preference. Sam tale šibedah mi pa ful lepo zgleda na tem avtu ven. Njegova poraba po WLTP standardih je 10 do 11 litrov. Seveda je tudi tukaj treba poudariti, da čisto odvisno, kako se voziš. In ja, to bi bilo to nekako od tega avta in konc koncev tudi od tega vloga. Nisem hotel biti tukaj dolg, sem na hitro sem vam ga pokazal. A ja, sploh ne vem, če sem rekel, ampak ta avto ni moj, ta avto je od Actinije, s katerimi zdaj nekako sodelujemo. Tako da ena zahvala njim, da so mi zaupali tole vožnjo. Ena zahvala pa tudi vam, ker ste mi zaupali svoje minute in pogledali ta vlog do konca. Se vidimo v naslednji bitki, v naslednjem vlogu.